Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost v današnji predvolilni oddaji je kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu na listi stranke Zeleni Slovenije, Klemen Grošelj, ki ga prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Dobar dan, pozdravljeni. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, prvo pa namenjamo vaši politični karieri. V sedanjem sklicu Evropskega parlamenta ste poslanec. Tja pa ste bili pravzaprav izvoljeni na takratni listi Marjana Šarca. Ta pa se je kasneje pretopila v gibanje Svoboda. Pri Svobodi pa se je sedaj zataknilo z vašo kandidaturo. Nam lahko poveste kaj več o tem? Ja, poglejte, gibanje Svoboda me je umestilo, pravzaprav mi je bilo rečeno, da sem postavljen na mesto, ki je neizvoljivo. Nekako se mi je zdelo, da je to za aktivnega poslanca največji izraz nezaupanja. Zato sem se takrat odločil, da pač v takem nepredvidljivem okolju in tako, nekonsistentni stranki ne morem več delovati in sem se pravzaprav že odločil, da bom to stranko zapustil in da se umaknem iz politike. No, potem so me pač ljudje nagovorili tudi iz Zelenih Slovenije in so se nekako odločili, da poskusimo oblikovati skupno listo, Evropsko listo Zelenih Slovenije, ki je temeljila na prepletu socialnih, zelenih in pa liberalnih politik. In začeli smo zbirati podpise in po zbranih podpisih smo to listo tudi vložili in sedaj pač kandidiram na tej listi. Imate dokaj ugodno, pozitivno oceno vašega dela v Evropskem parlamentu. Med 705 poslanci, ki sedaj imate mandat v Evropskem parlamentu, so vas pred 2 letoma analitiki umestili na 9. mesto po aktivnosti. To je dobra ocena. Drži, to je zelo dobra ocena. Res je, da obstaja teh ocenjevanj in teh metodologij več, ampak po tej sem bil ocenjen kot 9. najbolj aktiven evropski poslanec v tem sklicu, ki se zdaj zaključuje. Zeleni prehod je zelo kompleksna tema. Ni samo kmetijstvo, ni samo zmanjševanje izpustov. Zeleni prehod je v bistvu garancija in sklop politik, ki naj bi zagotovil vsem nam boljšo prihodnost v pogojih podnebnih sprememb. Je tudi posel, predvsem tisto, kar je pred nami, je sedaj, kako ta zeleni prehod narediti, da bo pravičen, predvsem tudi socialno pravičen in pravičen za ljudi in pa da bodo ljudje, tisti, za katere je pravzaprav to namenjen, ta prehod sprejeli. Jaz sem vse skozi glasoval v podporo temu zelenemu prehodu, tudi sicer sem delal na zelenih temah, naprimer varovanje habitata črnega močerila v Beli krajini. To je bila taka aktivnost, ki sem jo poskušal predstaviti v Evropskem parlamentu. Je pa res, da sem bil pri tem, me je vodilo dokaj racionalna politična odločitev, recimo nisem pa glasoval za predlog, da se zaprejo vse jedrske elektrarne v Evropi in se nadomestijo z recimo termoelektrarnami, se pravi, to sem pa recimo takih zelenih pobud pa nisem podpiral. Absolutno, tudi to je naš poskus naše Evropske liste zelenih. Se pravi, povezujemo, kot sem že dejal uvodoma, se pravi socialni vidik zelenega prehoda, liberalni, to da malce povem, gre za konkurenčnost gospodarstva, pa tudi za tisti demokratski del, se pravi, kako stabilna bo demokracija, v kateri živimo, in pa seveda ta tretji sklop, se pravi zelene politike, ki pa so vezane pravzaprav na vse vidike družbenega razvoja, od konkurenčnosti gospodarska, tehnološkega razvoja, kmetijstva, varovanja okolja, tiste najožji pomenu besede, do tega, kako se bomo prilagajali na to, kar nam pravzaprav klimatske spremembe že kažejo in kar smo recimo zelo boleče občutili tako za požari na Krasu in pa z lanskoletnimi poplavami. To je bila odločitev, ki je bila morda najbolj kontroverzna in tudi najbolj debatirana v Evropskem parlamentu. Tukaj mogoče bi Evropska komisija morda lahko naredila nek umestni preskorak, torej uporabila tehnologijo hibridov, vendar če gledamo globalno, kot vidimo, recimo kitajska avtomobilska industrija se na to zelo hitro prilagodila in pripravila, medtem ko se evropska recimo avtomobilska industrija pa tukaj malce zaspala. In če pa se pogovarjate z slovenskimi, podjetniki, ki so del teh evropskih dobavnih verig, tu priznavajo, da smo tu zaspali. Jaz bi rekel, da zdaj tisto, kar je pred nami, izziv ni samo prepoved, tisto ključno, kar je pred nami, je kako pospešiti
tehnološki razvoj na tem področju, da bo evropska industrija postala ponovno konkurenčna. In pa jaz menim, da ni samo električna vozila, da so tukaj še druge tehnologije. Morda ena od takih je recimo vodikova tehnologija, s katero sem se tudi ukvarjal v tem mandatu. Jedrska energija ni zelena energija in tudi tako jo ne klasificira nihče v svetu. To je nizkoogljična tehnologija. Mi zagovarjamo, da imamo tukaj dve. Prvo je uporaba vseh obnovljivih virov energije, ki jih imamo na razpolago. Jaz mislim, da Slovenija tukaj ima še veliko potenciala, pravzaprav smo država članica, ki je na tem področju ki najbolj zaostaja. Potem je tu energetska učinkovitost. Jaz verjamem, da recimo dobra izolacija, energetska sanacija naših domov, javnih zgradb bo prispevala k zmanjšanju porabe energije. Vsi vemo, če zamenjamo okna, damo novo fasado, izolacijo, kakšni so tukaj prihranki, ne glede na to, ali imamo, toplotno črpalko ali pa če se še vedno grejemo tudi na drva ali kakšno drugo bolj tradicionalno gorivo. In pa seveda, če vse to ne zadostuje, potem seveda jedrska je opcija, pri čemer pa treba nekaj vedeti. Odločitev za jedrsko opcijo ni rešitev jutri, ker to so rešitve, ki bodo zahtevale od nas tam nekje v perspektivi 20 in več let. In pa tukaj se treba zavedati, tukaj so ogromni tehnološki izzivi in tukaj bo pač prav tisto, kar jaz mislim, da je nujno, visoka stopnja transparentnosti, da se nam ne ponovi zgodba za TEŠ6 in pa seveda, da bo to tehnološko res vrhunsko in da ne bomo potem se soočali z nekaterimi izzivi, s katerimi se soočajo druge države in pa seveda stroškovno. Poglejte, samo britanski primer, tam se je izgradnja centrale zdaj v zadnjih 6 letih prvič podaljšala za 4 leta in pa podražila za 50%. Absolutno ne. Prehranska varnost in pa predvsem položaj kmetov je eno ključnih vprašanj prihodnjega razvoja. Jaz bi celo rekel, da je v bistvu kmetovanje ena od strateških dejavnosti. Jaz nimam tako kritičnega pogleda na same kmete, jaz verjamem, da oni v veliki meri spoštujejo že zdaj okoljske standarde. Jaz jih vidim tudi kot nekoga, ki pravzaprav ohranja našo kulturno krajino. Jaz tukaj verjamem, da se mora skupna kmetijska politika spremeniti, predvsem v smeri, da dobimo kakovostno, zdravo in zelo pomembno, cenovno dostopno hrano. Jaz verjamem, da bi morali te dobavne verige, se pravi to pot od vil do vilic, skrajšati na minimum, se pravi, da bi uživali lokalno hrano in pa tisto, kar mislim, da je tudi potrebno znotraj skupne kmetijske politike, je, da moramo spremeniti ta pogled. Zdaj je pogled predvsem na tem, da se dela množično, masovna proizvodnja, ta ekonomija obsega hrane. Mislim, da bi morali v prihodnje dati večji poudarek na kakovost. In jaz verjamem, da slovenska povprečna kmetija, ki je majhna kmetija, oziroma so to majhne družinske kmetije, je tisti del kmetijstva, ki ga bi morala skupna kmetijska politika bolje podpirati, učinkoviteje podpirati in bo na eni strani zagotavljala, kot sem rekel, kakovostno in zdravo hrano in na drugi strani, to je zelo pomembno, kmetom ne omogočila preživetje, kot je to danes, ampak neko, blagostanje, ki je primerljivo splošno z vsemi nami. Ja, ne samo evropsko veliki kmetje, če bi to bilo samo evropske kmetje, bi bilo to sprejemljivo. Težava nastane, da pravzaprav se nam zdaj dogaja, jaz temu pravim holandizacija evropskega kmetijstva, to se pravi, da noter vstopa velik kapital, tudi v Sloveniji lahko to vidimo, da se kapital seli v kmetijstvo, torej gre za nek način industrijske proizvodne in tukaj to je tisto, kar se tudi izpostavlja, moramo zagotoviti, da bo preživela ta evropski model družinskih kmetij, ki so običajno manjše kmetije. V slovenskih pogojih je to kmetija nekje s povprečjem 7 hektarjev, kar pomeni, da ne more biti konkurenčna tem ogromnim sistemom, ki imajo od polj predelovalne industrije na končni fazi celo lastne trgovine, s tem tak naš slovenski kmet ali pa tudi evropski kmet ne more tekmovati, se pravi, treba je narediti te nujne spremembe, ki so bile že v tem mandatu predlagane, pa so bile zavrnjene. Pogosto ravno se strani tistih, ki so najbolj glasni zagovorniki kmetov in kmetijske politike. Torej, ta sprememba se mora zgoditi, da bojo subvencije šle v roke dejanskih kmetovalcev in ne v te velike sisteme, ki potem tudi na končni fazi manipulirajo in špekulirajo s cenami hrane.
Jaz osebno nisem imel težav z lobisti, tukaj sem sledil najstrožje sem sledil pravilom o lobiranju v Evropskem parlamentu, torej z tega vidika je pa dejstvo, da se ogromno lobira, ne samo v Evropskem parlamentu, na splošno v oblikovanju evropskih politik, tudi na komisiji, in mislim, da tukaj so sprejeti ukrepi za večjo transparentnost, so bili sprejeti in so bili potrebni. Bi pa rekel, da v prihodnjem je potrebno to še zaostriti in še povečati to transparentnost, kdo in na kak način je pravzaprav vplival na ta zakonodajni postopek, kako se določena zakonodaja na koncu je oblikovala in bila tudi na koncu sprejeta. To je praktično neizvedljivo. Tisto, kar jaz sem zagovarjal tudi v tem razpravah o evropskem socialnem stebru, je, da v relativnih številkah, če tako rečem, opredelimo, kaj je to minimalni, ne plača, ampak bi rekel, kar minimalni dohodek, ki posamezniku v Evropski uniji zagotavlja človeka dostojno življenje. To pa se seveda lahko spreminja in tukaj je to en ukrep, drug pomemben ukrep pa je seveda, da moramo z politikami, skupnimi politikami, tudi kohezijsko politiko in drugimi ukrepi, tudi na področju sociale, zagotoviti, da bo se te razlike, ki so zdaj ogromne, recimo med Bolgarijo in Luksemburgom, naprimer, to so razlike, ki so nekajkratne, se pravi, minimalna plača v Bolgariji je, mislim, da celo 10-krat manjša kot pa recimo v Luksemburgu, da se te razlike znotraj Evropske unije začnejo zmanjševati, se zmanjšujejo, ampak mislim, da bi se morale bistveno hitreje. To pa je torej tema, o kateri odločamo na teh volitvah. Jaz upam, da bodo volilke in volilci razumeli, da ko govorimo o tako imenih skrajnih desnih in bolj sredinskih strankah, sam sebe umeščam v levo sredino, se bodo odločili o tem tudi, kakšna bo Evropska unija. Nekako sebe umeščam v proevropske, zelo jasno imam proevropsko stališče o tesnejšem povezovanju, vendar preudarnem povezovanju, se pravi tisto povezovanje, ki še vedno ohranja razlike, ki so nujne in so tudi kulturne narave, jezikovne in tako naprej. Se pravi, tukaj ne želim nekih združenih držav Evrope. In na drugi strani imamo desne sile, skrajno desne, ki želijo bolj suverenistični pristop, ki pomeni manj Evrope. Jaz bi rekel, da prihodnost je v rokah volilcev in naj volijo za tiste sile, ki zagovarjajo neko razumno, premišljeno, tudi na nekih vsebinah in premišljenih odločitvah temelječo prihodnost Evropske unije, ki bo bolj povezana in pa ki bo tudi bolj pravična in ki bo bolje skrbela za potrebe povprečne državljanke in državljana. Ne, jaz sem absolutno proti temu. Jaz verjamem, da je prihodnost Evropske unije seveda v tem, da se povežemo na določenih področjih, kot je skupni notranji trg, energetski trg, krepitev socialnega stebra. Gotovo moramo veliko narediti na področju davkov, da nimamo davčnih oaz, ki so trenutno prisotne v Evropski uniji, kakorkoli so se zdaj zmanjšale, ampak še vedno so te ukrepi oziroma ta dejstva prisotna. Tisto, kar pa moramo ohraniti, je gotovo, da moramo ohraniti našo identiteto, se pravi nacionalne posebnosti, jezikovne posebnosti, kulturno politiko. Jaz si ne predstavljam, da bi bila to skupna evropska kulturna politika. Seveda lahko neki finančni ukrepi, lahko neki mehanizmi, ampak to, kako se bo kultura realizirala recimo v Sloveniji, Franciji ali Švedskem, to pravzaprav ne more odločati Bruselj. Lahko naredimo nekaj več tudi na področju zdravstva, predvsem pri nakupih zdravil. Mislim, da tukaj in pa v uvajanju novih zdravil tukaj lahko Evropska unija odigra zelo pozitivno vlogo. Ne verjamem pa da bi lahko iz Bruslja oblikovali in kreirali, zdravstveno politiko v Sloveniji, pa Bolgariji in tako naprej. Tako zelo podobni pa nismo, ker vendarle, veste, vsi zdravstveni sistemi temeljijo na določenih tradicijah, praksah, nekih posebnostih in tukaj je zelo težko iskati skupno politiko na ravni EU. Kot sem pa rekel, pri nabavah zdravil, medicinske opreme, tukaj pa lahko Evropska unija odigra zelo pomembno vlogo. Ne, to je nerealno. Jaz mislim, da države tega nikoli ne bodo predale neki organizaciji, kot je Svetovna zdravstvena organizacija. Države bodo še vedno to ohranile, to pristojnost. Tisto, kar pa jaz mislim, da je smiselno in je modro tudi na podlagi preteklih izkušenj, je dvoje. Prvo je seveda
ko pride do nekega razvoja epidemije, je dobro, da se države tukaj odkrito izmenjajo podatke, ker to, kar se je dogajalo recimo takrat na Kitajskem, ko pravzaprav nismo vedeli, kaj se pravzaprav dogaja, ta izmenjava informacij mora biti boljša. In pa drugo, kar mislim, da je pomembno, je ta dostopnost zdravil. Potem, ko smo vedeli, katera zdravila so učinkovita, ko smo prišli do cepiv, je bilo tukaj še vedno to prikrivanje. In pa predvsem ta dostopnost do zdravil v recimo epidemijah mora biti čim bolj univerzalna, ker s tem potem tudi omejujemo negativne učinke, da bi pa lahko Svetovna zdravstvena organizacija državam diktirala, kaj in kako, to pa mislim, da države ne bodo pristale, in mislim, da tudi to ni prav neke vrste razprava, ki v tem trenutku poteka. Vojna v Ukrajini je posledica zraščanja geopolitičnih napetosti in nestabilnosti v mednarodnem okolju. Vem, da je velika debata v Sloveniji, zakaj ni več mirovne vloge Evropske unije. Evropska unija je in bo ostala mirovni projekt. Dejstvo pa je, da se je v teh geopolitičnih razmerah, v katerih se je znašla, je njen položaj oslabljen. Predvsem zaradi tega, ker drugi akterji nam ne priznavajo položaja, da bi lahko aktivno posegali v ta konflikt. Evropska unija se mora, po moji oceni, predvsem zgraditi svojo avtonomnost, ki mora temeljiti na gospodarski uspešnosti, socialni kohezivnosti, politični stabilnosti v smislu močne in zdrave demokracije, in še na četrtem mestu verjamem, da je tudi ta vojaški del, in taka Evropska unija bo lahko potem šla v dialog z Rusijo, Kitajsko, Združenimi državami Amerike in bo lahko predlagala tudi mirovne rešitve, ki bi lahko pripeljale do konca vojne v Ukrajini. No, to je verjetno zelo populističen in všečen predlog. Jaz pa verjamem, da naše članstvo v NATO predvsem prinaša Sloveniji nek varnostni položaj, kakršnega še nikoli v zgodovini nismo imeli, in tako varni, kot smo sedaj, smo zaradi tega, ker smo člani tako Združenih narodov, tako Evropske unije in nenazadnje tudi NATO, in mislim, da bi bil izstop v tem trenutku neka politična poteza, ki ne bi prispevala k večji varnosti, ampak prej k manjši varnosti Slovenije. Tukaj jaz zagovarjam drugačen pristop, sem podprl sicer aktualni azilno-migracijski pakt, predvsem zato, ker prinaša nekaj sprememb, ki so nujno potrebne. Prva in ključna sprememba je ta, da tukaj zdaj ločujemo med tistimi, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, ki so dejansko begunci, in vsemi tistimi, ki jih vodijo drugi razlogi, tudi ekonomski, v končni fazi. Ta migracijski pakt prinaša več preglednosti in predvsem učinkovitosti pri, repatriaciji tistih, ki niso upravičeni. Tisto, kar pa manjka, sta pa po moji oceni 2 oziroma 3 zadevi. Prva je, jaz sem si želel in sem zagovarjal, da Frontex varuje skupne zunanje meje Evropske unije, ker mislim, da to lahko skupaj naredimo bistveno bolj učinkovito. Druga zadeva, ki nam manjka, je tako imenovan model, kako lahko nekdo legalno vstopi ne v posamezno državo članico, ampak v Evropsko unijo. Se pravi, da bi ta skupna predstavništva, skupne ambasade Evropske unije sprejemale prošnje teh ljudi, potem bi jih države članice obravnavali in potem bi lahko nekdo na podlagi sporazuma, mednarodnega sporazuma med izvorno državo in pa Evropsko unijo tudi vstopil v evropski prostor, bodisi kot nek gostujoči delavec za neko obdobje 5, mogoče 10 let, se pravi tudi neki vzajemen interes, in se potem vrne in tudi dobi vse socialne pravice, tako kot so recimo naši ljudje, ko so delali recimo v Nemčiji, Italiji in v sosednjih državah, te pravice pridobili, in s tem bi tudi pomagali tem izvornim državam. Drug model seveda je to, kar ste omenili, integracija. Jaz tukaj poudarjam, da ni samo vprašanje integracije, ampak socializacije. Ljudje, ki prihajajo k nam, prihajajo iz drugih kulturnih vzorcev in oni enostavno potrebujejo osnovno vedenje o tem, kako naša družba deluje, kakšen je položaj žensk, da znajo jezik in tako naprej. In samo tako mislim, da lahko potem to vprašanje uspešno tudi naslovimo. Za mlade, jaz mislim, da Evropska unija mora storiti več. Mi v naši listi Zelenih Slovenije smo naredili predlog, in sicer v okviru boja proti špekulantom z cenami stanovanj, hrane, energije in pa surovinami predlagamo, da Evropska unija sprejme
skupni pravni okvir, ki je nujno potreben, da se naslovi vprašanje pomanjkanja stanovanj. Se pravi, stanovanja niso samo problem v Sloveniji, pravzaprav je stanovanjsko vprašanje postavljeno ključnih socialnih vprašanj Evropske unije in tukaj pa Evropska unija lahko marsikaj naredi. Sam sicer ne verjamem, da bi lahko oblikovali nek skupni stanovanjski sklad, ker za to ni politične volje. Tisto, kar pa lahko naredimo in zelo hitro lahko naredimo, je prvo, se pravi, uporaba sredstev iz kohezije, ki bodo ostale in jih namenimo za gradnjo stanovanj za mlade in za mlade družine. Drug ukrep je v okviru energetskih sanacij zgradb. Nekje so različne številke, za Ljubljano govorijo 30 tisoč, za Slovenijo celo sem slišal številke preko 100 tisoč praznih hiš in stanovanj. Se pravi, kdor bi stanovanje želel energetsko sanirati in ga bi potem dal na trg, bodi si ga prodal mladim, bodi si ga dal najem, bi lahko bila recimo to neka prednost, nek vzvod, da dobi ta sredstva za energetsko sanacijo. In pa tretji mogoče vir, ki se bo pokazal, so ta sredstva iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Tam bodo sredstva ostala in ta sredstva bi recimo lahko preusmerili kar v lokalne skupnosti, da bi zgradile, recimo uredile ali zemljišča, prostorsko ureditev ustrezno, da bi lahko se tam gradila nova stanovanja, bodi si za mlade družine, bodi si najemna stanovanja, torej tisto, kar bi dejansko reševalo izzive mladih. Kar se tiče prekarnosti, to je velik izziv. Jaz sem vse skozi zagovarjal, zelo sem se tudi boril proti tako imenovanim neplačanim pripravništvom, ki so po moji oceni neke vrste kar trening za to prekarnost. Tukaj pa je potreben širši, družbeni dogovor, da enostavno ta prekarnost ima preveč negativnih učinkov in da je te poklicne oziroma te zaposlitve v največji možni meri potrebno spremeniti v klasična delovna razmerja. Seveda, hkrati pa moramo vendarle razumeti, da nekateri mladi pa želijo tako zelo fleksibilno obliko zaposlitve in tem bi seveda tudi to morali omogočiti, hkrati pa tistim, ki tega ne želijo, preprečiti, da bi jih silili v tovrstne oblike zaposlitve oziroma aktivnosti. Ta se zelo spreminja, ne nujno na bolje. Jaz bi si tukaj želel bistveno več transparentnosti glede lastništva medijev. To postaja vedno večje vprašanje. Tisto, kar je drugo vprašanje, tisto, kar tudi naslavlja Evropska uredba o medijih, ki je bila sprejeta v tem mandatu. Direktiva, želel bi si bistveno višjo raven profesionalnosti in pa zaščite novinarjev, predvsem v smislu, da lahko svoje delo opravljajo neodvisno, samostojno, brez kakršnih koli, pa naj si bodo to politični ali kapitalski pritiski. Jaz bom rekel, da se bom pridružil vsekakor proevropski skupini. Na evropski ravni se dogaja v tisti skupini, ki bo zagovarjala zdravo, razumsko močnejšo Evropo. Na evropskem prostoru se dogajajo velike spremembe in jaz sem prepričan, da po 9. juniju, se pravi po naslednji nedelji, bo prišlo tudi do sprememb v sami strukturi teh političnih skupin, tako da bolj kot tisto konkretno, v kateri skupini bo kdo šel, bo pomembno, ali bo to proevropska skupina ali pa bo to neka bolj konzervativna skupina, ki bo imela zelo evroskeptičen pogled na Evropsko unijo in njeno prihodnost. Da. Torej, ključno je, kako bo konkreten zakon na koncu sprejet, ampak načeloma da. Da, pod pogojem, da to ne bo vodilo v, kot jaz rečem temu, tabloidizacijo slovenske politike. Klemen Grošelj, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor in vse dobro vam želim na volilno nedeljo in v novem mandatu. Hvala za dobre želje.